Pozdravljeni. Na vrsti je že zadnji brifing, seveda k veliki nagradi Azerbajdžana, kjer bomo skušali nekako zbrati vse tiste podatke, namige, teorije, ki bodo morda na koncu pomagali razumeti vse tisto, kar se bo zgodilo na veliki nagradi v Bakuju. Tudi tokrat bo naš zadnji brifing razdeljen na 3 dele, s to razliko, da v prvem bomo našo pozornost bolj usmerili k sprintu in relativnim kvalifikacijam, ker imamo v tokratnem dirkaškem vikendu spremenjen format. A navezovali se bomo tudi na tisto, kar smo nekako morda že ugotovili v predhodnem prispevku, tistem, ki sem ga poimenoval med kvalifikacijami. Na to bomo našo pozornost usmerili tudi k možnim ritmom na sami veliki nagradi in na koncu bom kot običajno predstavil tudi svoje videnje tistega, kar bi morda lahko bile celo strategije na sami dirki. A začnimo na začetku. Kot običajno bi rad poudaril, da sam nisem ljubitelj ne sprinta, ne teh dodatnih kvalifikacij. In v nadaljevanju bomo videli, zakaj. A treba je poudariti nekaj, da Charles Leclerc nam je dokazal 2 zadevi, o katerih smo že govorili v predhodnem prispevku. Prvič, da mu proga v Bakuju leži, da mu je pisana na kožo. Namreč drugače bi se težko razložili, zakaj je bil najhitrejši na obeh kvalifikacijah letos, in tudi na onih, ki so se zgodile v prejšnjih 2 sezonah. A dokazal nam je še nekaj, da je vozil na meji, na robu. Sicer na sprint kvalifikacijah je nato šel čez rob, ampak imel veliko sreče. Namreč svojega Ferrarija ni poškodoval, naprimer tako hudo kot Logan Sargent svojega Williamsa. Zaradi poškodb bolida Logan Sargent ni nastopil na sprintu. In tudi to nam kaže na neko hibo tega novega formata. Dati na isti dan kvalifikacije in sprint z sorazmerno malo časa vmes lahko pripelje do takšnih situacij. Videli smo v starih časih, ko je nekdo neizkušen, naprimer na 3. prostem treningu napravil napako, kako je imel težavo na samih kvalifikacijah. Nekaj takega se je zgodilo naprimer Maxu Verstappenu. Ampak zaradi tega, ker smo videli nekega sekundarnega protagonista, nekega stranskega igralca z imenom Logan Sargent, ki je bil prisiljen izpustiti sprint, to verjetno velike množice niti ni toliko zmotilo. Ampak lahko bi se zgodilo, da namesto Logana bi sprint moral izpustiti Charles. In takrat verjamem, da bi se marsikdo začel pritoževati. Druga točka, o kateri moramo spregovoriti, je pravzaprav pomanjkanje prostih treningov. Pri Estebanu Oconu so bili prisiljeni prekršiti pravilo Parc Fermeja in to pomeni, da je tako sprint kot bo tudi jutrišnjo dirko začel iz pit lane. Namreč Parc Fermé velja od kvalifikacij pa do konca vikenda. In to pomeni, da zaradi tega, ker ni bilo prostih treningov, njegove nastavitve niso bile prave in posledice so znane. Zopet voznik, ki verjetno ni tako popularen, ni med onimi, ki se nahajajo tam spredaj in zato verjetno večine navdušencev to niti ni toliko prizadelo. Ampak po drugi strani, če bi se zgodilo komu drugemu, bi bile tu pritožbe. Pravila so enaka za vse in format, ki ni uspešen, ki ima hibe, so te praktično lahko
vidne za vse. Seveda, treba je dati določen čas, da se bo sploh razumelo, kje vse so te morebitne pomanjkljivosti, ampak že na prvi pravi preizkušnji smo videli kar dve. Na samem sprintu se je pokazalo tisto, kar smo morda sumili že na samem začetku dirkaškega vikenda. Charles Leclerc je bil s Ferrarijem hiter na posamični krog, ampak ko se je dirkalo zares, smo takoj videli, da je na primer Sergio Perez z veliko lahkoto prišel mimo. A pri Maxu Verstappenu se je po mojem mnenju videlo, da pravzaprav ni hotel napadati Charlesa Leclerca, kot da mu je v podzavesti nekje ostal trg iz sezone 2021, kot da ni hotel tvegati po nepotrebnem. Zakaj bi tvegal? Kajti izguba enega mesta tu na sprintu velja le izgubo ene same točke. In racionalno gledano ga razume. In tu je treba poudariti, da podobno kot jaz, Max Verstappen sovraži sprint. A videli smo še nekaj zanimivega tam v ozadju. Tovarniško ekipo Mercedes, ki je začela zmanjševati zaostanek, in Fernanda Alonsa, ki je mojstrsko prehitel Lewisa Hamiltona. Rivalstvo med obema obstaja od sezone 2007. In čeprav morda v kakšnih izjavah pred kamero ni nekako začutiti kakšnega sovraštva med enim in drugim, verjamem, da njuni medsebojni odnosi so samo na tisti formalni ravni, ko Fernando zagleda Lewisa, da vse od sebe, da bi prišel mimo njega, in verjamem, da tudi v obratnem primeru je nekaj podobnega, vsaj tako smo videli v preteklosti. A če sedaj pogledamo tabelo, ki nam kaže možen ritem, in poudarjam, ti podatki izhajajo le iz enega prostega treninga, ki ni bil izkoriščen v celoti, bomo pravzaprav videli tisto podobo, ki nam je bila jasna iz obeh serij kvalifikacij in sprinta. Red Bull je malce hitrejši od Ferrarija. In to bo morda dovolj, da pravzaprav na sami veliki nagradi ekipa iz Maranela ne bo imela kakšnih resnih možnosti, če ne bodo strategijo dobili neke dobre rešitve. Na to imamo Mercedes in Aston Martin, kjer je razvidno, da pri tovarniški ekipi Mercedes so naredili korak naprej, ampak še zmeraj so bistveno bolj oddaljeni od tistih tam spredaj, da bi se lahko borili naprimer za zmago. A kljub vsemu lahko vidimo tudi nekaj drugega, da pri Aston Martinu so začeli izgubljati korak z onimi najboljšimi. Videli bomo, ali je to zgolj slučajno, ali gre zgolj za tipologijo proge, ali pa bo njihova forma padala iz velike nagrade v veliko nagrado. Na to vidimo vse ostale, kjer bi rad poudaril, da pri Williamsu so bistveno bolj spredaj, kot smo jih navajeni. In to smo tudi videli na kvalifikacijah za samo veliko nagrado in kvalifikacijah za sprint, ker je prostega treninga, ker one slabše ekipe niso imele sploh možnosti zbrati dovolj podatkov. In zopet smo tam, zato da se nekaj dogaja na sami progi, so verjetno oni malce slabši, prikrajšani še za tistih malo možnosti, ki jih imajo, da se spopadejo z onimi najboljšimi. A poglejmo si še daj možne strategije. In priznam vam, da kakšnih konkretnih podatkov ni, ampak vseeno sam mislim, da tista najboljša strategija bo z enim postankom, in ta bo začeti na pneumatiki medium, odpeljati približno 20 krogov in nato preostalih 31 na pneumatiki hard. In to je tista strategija, ki ne upošteva kakšnih prekinitev varnostnih avtomobilov, rdečih zastav in podobno. Vem, tu v Bakuju je to dokaj pogosto, ampak to je tisto izhodišče, iz katerega nekako začnemo naše razmišljanje.
seveda ekipe lahko tvegajo. In lahko bi začeli dirko na pneumatiki soft, kar bi pomenilo bistveno hitrejši ritem na samem začetku, ampak pneumatika soft lahko zdrži tam okrog 10 krogov. Nato pneumatika hard in približno 31 krogov, kjer bi morda že začeli nekako čakati, da bi se nekaj zgodilo, da bi dobili varnostni avtomobil, rdečo zastavo, nato drugi postanek in zopet pneumatika soft in 10 krogov do konca. Seveda tvegana rešitev in imam še drugo varianto, ki je prav tako drzna, čeprav malce bolj konservativna. Začeti zopet na pneumatiki soft, iti na pneumatiko medium za približno 20 krogov in pneumatika medium še enkrat za nadaljnjih 21 krogov. Seveda tako v drugi kot v tretji varianti je možno različne stinte med seboj premešati, naprimer v tretji varianti začeti na medium, nato medium in na koncu soft ali kakšni drugi kombinaciji. A videli bomo, kot običajno v samem komentarju dirke, kaj bodo povedali pri Pirelliju in kaj nam bodo pokazali na sami dirki, ko jo bomo spremljali na televizijskih ekranih. A kar se tiče zadnjega briefinga, upam, da sem dal dovolj podatkov, ne preostane mi drugega, kot da vam še zaželim lep dan še naprej in seveda se zahvalim za vašo pozornost.